ETI je vodilni svetovni proizvajalec rešitev za stanovanjske, poslovne in industrijske električne inštalacije, distributor električne energije za nizko in srednjo napetost ter močnostno elektroniko in polprevodnike. Poleg tega proizvaja tudi izdelke tehnične keramike, orodja in naprave ter izdelke iz plastike in tehnične gume. Sedež podjetja ETI je lociran v centralnem delu Slovenije, v Izlakah. Ker živimo v stičišču različnih kultur, lahko razumemo pričakovanja ter prepoznamo želje strank iz različnih držav. Smo zanesljiv mednarodni poslovni partner. Pomemben del naše strategije je internacionalizacija, kar smo dosegli z ustanovitvijo naših hčerinskih podjetij. Prisotni smo v Bosni in Hercegovini, Srbiji, na Slovaškem, Nemčiji, Ukrajini, Litvi in Rusiji. Naše proizvode uspešno tržimo v več kot 60 državah po celem svetu. Naša več kot 50-letna tradicija v kombinaciji z dolgoletnimi izkušnjami in našim lastnim znanjem nam prinaša stabilnost in nam omogoča varno poslovanje v prihodnosti. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Gost tedna. Naš tokratni gost je magister Roman Vodeb. Roman, dobrodošlica v našem studiu. Razlog, da vas tokrat gostimo v tem studiu, je vaša knjiga, najnovejša, O spolu. O spolu, ki je išla recimo po 5-letni pauzi. Skoraj 6, več kot 5 let. Zdaj, nagovarjali so me, kdaj bom zdaj jaz končno še kakšno knjigo izdal, ki ne bo čist vezana na šport, ker ostale 4 knjige so bolj ali manj povezane športov. Čeprav tudi psihoanaliza je zelo pomemben segment prejšnjih, vsaj 2 knjig. Ta knjiga pa nima veze s športom. No, nekaj tudi. Ok, obstaja nekaj poglavij, ki se bežno dotikajo športa, tako na nek laičen, simpatičen način, ampak tema je pa spol. Teorija spola skozi freudovske oči, skozi psihoanalizo. Poudarjam freudovsko psihoanalizo, ker ena Lacanova psihoanaliza je bistveno drugačna, bolj abstraktna, težko je razumeti. To knjigo se pa da razumeti. Meni so rekli, če bi lahko napisal priročnik za vzgajanje sinov in hčera. Sem rekel, zdaj to se ne da tako napisati, da bi kot priročnik za kuhanje. Ampak nekdo, ki veliko ve o spolu, se lahko znajde tudi pri vzgoji otrok, sinov in hčera, pa tudi v partnerskem odnosu. In ta knjiga, recimo, ki je po moje treba večkrat prebrati, nekatera poglavja so zelo težka, bi znala ljudem pa dati misliti, za nazaj, pa tudi za naprej. Tako mladim, recimo, ampak mladim, rekel, po 20. letu, kot tistim na stara leta, ko bodo delali nek rezime svojega življenja in bodo gledali, kje so kiksali, in ta knjiga jim lahko daje misliti, v katerih kontekstih so mogoče tako rekoč zavozili, kje so kiksali. No, mogoče, kje so kiksali, pa tudi mogoče, kje pa so prav ravnali. No, jaz sem videl mogoče kar v tej knjigi nekaj stvari plus minus, če svoje osebno življenje, skozi osebno življenje gledam, pa bi predlagal, da se sprehodiva skozi posamezna poglavja, ne po vrstnem redu, ampak nekako tako, kot sem jaz tudi sam knjigo razumel, ali pa se me je vsebina najbolj dotaknila. Bi se najprej mogoče dotaknila v Državnem zboru sprejetega družinskega zakonika, ki mu vi v marsičem oporekate oziroma nasprotujete. Poglavitno, zakaj? Zdaj, prvo moram poudariti, da sem poskušal biti politično neopredeljen. Zdaj, tisti, ki me pa spremlja, pa ve, da imam jaz srce kar dost na levi. Se pravi, če bi se moral politično opredeliti, bi rekel, da sem politični levičar. Pišem pa z desno. Znam biti zdravo, žlahtno, konzervativen. In moja moralna dolžnost je bila, da kot, bom rekel, politični levičar, grem v Državni zbor. In to ne enkrat. Jaz sem šel 2 let nazaj v Državni zbor, ko so bili prvi osnutki. Ko sem to bral, me je glava bolela. Jaz sem za sobotno prilogo Dela javno povedal, da se Freud v grobu obrača, ko bere naš družinski zakonik. In sporni sta 2 točki, oziroma takrat sta bila sporna 2 konteksta. Najprej posvojitve v istospolno družino po Freudu ne gre skupaj. Oče, mati in otrok.
To je nekaj, kar obeta mentalno zdravje. Potem so pa tukaj še te tako opevane vzgojne klofute, ki jih je družinski zakonik prepovedal. Sem rekel, ne se hecati, vzgojne klofute morajo biti dovoljene. Ampak moški. Ampak moški, očetje. Oče je tisti, ki lahko kaznuje. In to ne hčerke. Kaznovan strani očeta z neko vzgojno klofuto je lahko deček. In celo logiko sem jaz nakazal, imel sem pa časa 7 minut v državnem zboru. In obračal sem se tako rekoč k mojim kolegom, recimo Potrča sem gledal v oči in sem razlagal, ne se hecati, ker vi poslanci pojma nimate, s čem se igrate. Družinski zakonik ni nekaj, kar bi bilo po modnih trendih zapisano neki liberalnosti ali pa ultraliberalnosti, ki poveljuje feminizem, ampak je nekaj, na čemer temelji celotna družba. Civilizacijski kolaps se nam obeta, če bo družinski zakonik tak, kakršnega smo imeli v osnutkih. Tudi kompromisni predlog, o katerem sem tudi tako rekoč se kregal v državnem zboru. Nasproti sem pa zopet imel tako rekoč moje politične somišljenike. Jaz sem levičarjem navijal ušesa. Jaz sem prijateljeval s Cukjatijem, ki je med politiki še najbolj konsistentno govoril in najbolj pametno o posvojitvah, o vzgojnih klofutah, pa še nekaj kontekstov je in tam sem jaz čutil, da moralno moram intervenirati in razložiti, da politiki naj dviguje roke, ampak prej se naj konzultirajo. Zato, da sem ljudem razložil, v čem je problem posvojitev, sem šel tudi v Cafe Open. To je zelo glasni gej bar, ker je bilo, ne vem, 100-150 gejev in lezbik in moja dolžnost je bila, da sem šel tja razlagati, kaj je narobe z družinskim zakonikom. So vas poslušali? Ja, v zuniji je pa dežurala policija, ampak verjetno bolj zato, da kakšni Green Dragonsi ne bi spet kakšnega ekscesa naredili, pa zopet kakšno buško prizadejali, recimo Miti Blažicu. Ampak jaz sem si oddahnil, ker sem mislil, da bom tam linčan. Gre za to, da morajo ljudje biti poučeni. In jaz, recimo v Cafe Open baru, sem bil jaz na tapeti kot nekdo, ki se najbolj fanatično, pa ne politično, angažira za sesuvanje družinskega zakonika, posvojitev. Vse v teh delih, ne? In angažirali so mojega profesorja, Matjaža Lunačka, da je on zdaj končno dal sodbo, ali imam jaz prav ali ne. In rezultat je bil, tako rekoč, je Lunaček, doktor Matjaž Lunaček, predstojnik te modelka na klinični psihologiji, na Komzu, psihiater v osnovi, tudi terapevtski psihoanalitik, on je rekel, Vodeb ima prav. In sem se vdahnil, ampak potem je pa rekel, kaj potem, če otroci ne razrešijo Odipovega kompleksa. Sej je rekel, jaz imam pacientov 100 in nihče ni razrešil Odipovega kompleksa, pa vsi so rasli v heteroseksualni družini ali pa enostarševski družini. Sem rekel, čakajte malo, zdaj pa vi pa ne razumete funkcijo države. Država pa skozi zakonodajo pa ne sme sprejeti take zakonodaje, zaradi katere bo nekdo ob mentalno zdravje oziroma bil spotaknjen na psihični ravni. Ker potem državo toži, ne? Potem lahko toži državo in to se je dogajalo. To pri nam, recimo, toži državo Nejra Miklič, to je rejenka, ki je bila prikrajšana za mamo zaradi rejniškega konteksta prejšnjega družinskega zakonika in na Evropskem sodišču toži slovensko državo, ker zaradi zakonodaje je njej bilo spotaknjeno življenje in danes je nesrečna zaradi zakonov. Na Švedskem so posvojenci, ki so bili posvojeni po njihovem družinskem zakoniku, tako rekoč iz Črne Afrike, se pravi so bili črnci, pahnjene v tisto blond, pegasto švedsko, pa azijati s tistimi azijskimi očmi in ti otroci posvojeni na Švedsko so celo življenje trpeli zaradi ponesrečene družinske zakonodaje in danes tožijo švedsko državo. Res je, da te tožbe niso dobili, ampak na Evropskem sodišču jo pa lahko dobijo. Ampak point je ta, da nekdo, ki mu država zavozi življenje, lahko to državo toži. In zaradi družinskega zakonika bo čez nekaj desetletij mogoče slovensko državo tožiti. In tega niso vedeli poslanci. Zdaj,
pred nami je verjetno še referendum, tako da Hvala Bogu, da bodo ljudje referendum odločali o tem. Mimo grede, politično vprašanje, kakšna bo odločitev Slovencev, Slovenk? Ja, kljub tej modnosti, liberalnosti smo Slovenci v osnovi že konzervativni, ampak vsak laik pa intuitivno ve, se pravi v nezavednem čuti, v zavestnem stanju pa nekako v besedi, da otrok mora imeti moškega očeta in žensko mamo. Ne? Vsak tako razmišlja. Ampak tisti, ki so pa ideološko spotaknjeni z neko svojo politično opcijo, pa sledijo svojim političnim voditeljem slepo, ne, so očice, brez razmišljanja, da se jim oprati možgane in tisti lahko grejo na referendum in volijo tako, kot jim diktirajo politični voditelji. Ampak ne gre za zdravo razumsko presojo, ki jo ljudje konec koncev včasih tudi imajo. Gre za to, da strokovno utemeljeno po psihoanalitični logiki ta družinski zakonik ne more vzdržati. Zaradi in posvojitev, kljub tem kompromisnem predlogu so tam v kontekstu posvojitev še ene anomalije, pa vzgojne klofute so tudi problematične. Deček lahko razvije moralno razsodnost, če ima v primarni družini očeta, ki ima avtoriteto, ki se ga boji in ta oče mora imeti možnost otroka udariti. Se pravi, vzgojno udariti, klofutniti, ne pa pretepati. To je razlika. Vzgojna klofuta je vzgojna, pretepanje je pa lahko pucanje neke frustracije nekega sadističnega, alkoholičnega očeta. To je lahko sankcionirano. Ne sme biti pa sankcionirana vzgojna klofuta. Jaz recimo 2 sinova, enega sem moral 2-krat, 3-krat na otroštvo klofutniti, drugega pa ni bilo treba in ga nisem. Tu ste dali tudi en zanimiv primer, če otrok skoči na cesto, ko je najbolj prevozna, da takrat ne klofuta, takrat je dovolj, tega ne smeš. Če pa, na primer, poškoduje bratca s svinčnikom, ne vem, zelo močno večkrat. Večkrat. Če počne stvari, za katere je dobil transparentno, tega pa ne smeš početi. Ne, mamica reče, ne smeš, on še vedno. Oče tudi ne smeš. Ne smeš, ne. In mali Ojdip, ne, ta deček pred 3, 4, 5 letih pa poskuša, dokam lahko, kje lahko konkurira očku, ki mu krade mamico, ne? Kje lahko očku zavije vrat, ker po noči spi s to mamico, ne? In prav je, da spi. Ampak ta mali Ojdip mora biti v Ojdipovem kompleksu poražen. Očeta se mora bati tudi zato, ker ve, da ta oče ga lahko tudi klofutne, mu navije ušesa, mu prizadane fizično kazen. Dečku, posebej dečku, deklice niso problematične, ker nima družbene te vzvode moči in oblasti. Ženske načeloma niso kriminalne na tak način kot moški. Dečkom je treba omejiti uživanje. Ugodje, v kateremu človek hlepi, mora biti zajezeno. Deček, predvsem deček, tudi deklica, ne sme realizirati vsake želje, vsega tistega, kar bi on želel, ne. Deček vidi, da ima mamica in očka, da imata rada tudi bratca in sestrico in on se bi znebil teh, on je jezen, on jih tepe. Ne? In na eni točki mora oče intervenirati in to oče, mamica, ne sme fizično intervenirati, ker potem lahko ta deček privzgoji v svoji podzavesti jezo do žensk in potem tepe ženske in je jezen na njih v partnerskem odnosu. Zaprav, oče pa mora biti tisti, ki kaznuje in na podlagi potlačitve, ki jo deček izvede v tem ojdipalnem času, iz te potlačitve, iz te jeze v odraslosti črpa neko zdravo testosteronsko agresivnost, s katero je mogoče diplomirati, s katero je mogoče narediti karierni uspeh, biti tekmovalen v športu. Se pravi, tekmovalnost se napaja iz ojdipalnih časov. In deček mora biti jezen na očeta, mora biti v nekem konfliktnem odnosu in biti poražen v boju za mamico. In takrat to potlači, v odraslosti pa potem zna dobro tekmovati in zna biti moralno razsoden. In mi imamo problem v naši družbi s tajkuni, z izprijenimi politiki zaradi moralne neodgovornosti. Mnogi moralni izprijenci niso imeli očetov, infantilnih očetov, od politikov do tajkunov. Ali pa so imeli neautoritativne očete, se pravi, dominantno mamo, pa nekega ubogljivega mamona, tam luzarja, ne vem kako, faliranca,
metroseksualca, ki nima nek avtoritete. In taki očetje brez avtoritete ne morejo v sinove naseliti moralne razsodnosti, kar je družbeno škodljivo. Hčerke imajo pa sploh problem, če imajo očete pomehkužene, si pa partnerjev ne znajo zbirati. Spolno željo imajo popačeno. Mater pa v takih primerih, ko naprimer bratec sestrico pahne po stopnicah, naprimer, no, ampak zdaj sem zelo tako grobo povedal, pa ne sme načeloma udariti, če očeta ni poleg. Otrok ne sme biti pogosto, deček ne sme biti pogosto jezen v otroštvu na mamo. Jeza na mamo je ključna pri razvoju serijskih morilcev, ne? Vsak serijski morilec, moški, na simbolni ravni ubija žensko, ne? Fritzl je nastal v odnosu do matere. Anders Bervik, ne? Ta norveški psihopat, ne? On je čisto normalen. On ima jezo do mame, do materine politike, pod narekovaj rečeno, libidinalne politike, do tujcev. Tisti, ki so kradli mamico, s katero bi ta Breivik bil. Ne? In jezo do mame je v skladišču potlačil in vrnila se mu je v jezi do države oziroma do politike, ki je imela norveška vlada. Ne? In njemu v bistvu niti niso šli tujci tako na živce. Njemu je šla na živce mama država, mama vlada, ne, na simbolni ravni. In tukaj jaz sem takoj povedal, ta otrok ni imel očeta, ker ni razvil moralne razsodnosti, vest ga ni pekla in mama je ključna ob tem, da ni bilo očeta, ker ga vest ni pekla. Mama je ključna za to, da je ta Breivik postal ta ksenofobična pošast. In to se vi bojite, če se ta družinski zakonik nekako uveljavi, da potem res nekateri otroci bi živeli ob dveh mamah oziroma ob dveh očetih, ne? Zdaj gre za načelnost. Naj se teh otrok ne bo veliko, ampak en deček, ne, imamo primere. Deček, zdaj je še dojenček, Val mu je ime, ne, pa dve mamici, biološko spočeta, donator sperme neznan, ali pa celo znan, in dve mamici. Ta otrok, ta deček ne bo mogel razviti moralne razsodnosti na tak način, kot jo mora razviti normalni deček oziroma deček, ki bo v odraslosti kot moški razvil moralno razsodnost. Ko ga bo vest pekla, ko ne bo kradel, ker bo čutil, da je to moralno prav, ker se bo bal, torej ta ob dveh mamah se ne bo bal očeta, ne bo doživel kastracijske bojazni strani moškega telesa, se pravi bitja s penisom, ne, se reče v psihoanalizi, ker bo imel ob sebi dve vaginalni biti. Ti dve vaginalni biti ne smeta biti preteči kastrator, ker ta otrok bo razvil jezo do teh dveh žensk in v odraslosti bo moral imeti dve ljubici, dve ženski, ki se ne bosta prenašali med sabo. On bo imel pa dispozicijo, da bi imel rad hkrati dve ženski. In to bojo te, recimo lezbike, obžalovale, da so sploh kdaj pomislili, da bi kaj takega se šle, umetna oploditev pa istospolno partnerstvo, ker mi imamo primere iz Amerike, ko so lezbike na stara leta priznale, da je bila največja napaka umetna oploditev, ker pubertetnika ne more v red spraviti ženska. In če ga hoče, pride do vrnitve potlačene jeze do te matere in ta moški se mora fizično izživljati nad ženskami. Jih mora pretepati, jih mora poniževati, mora besneti nad njimi. Zato, ker je besnel že nad mamo, ki ga je v red spravljala. Dečka mora oče v red spraviti, ne mama. Mama ga mora brezpogojno ljubiti. Kaj pa ob dveh moških starših? Dveh moških je sploh tudi problematično. Recimo, deček ob dveh moških bo brez problemov prakticiral seks z istim spolom, ne? Tudi z žensko, ampak jo bo pa z lahkoto varal to žensko, ne? Z moškim. Seks z istim spolom se mu ne bo gnusil. In to sem jaz pred 2 leti povedal gejem. Sem rekel, sej v osnovi ni problematično, da bi bil seks z istim spolom nekaj grešnega. Ampak ne moramo pa sistemsko proizvajati otrok, ki bo bili spotaknjeni na ravni spolne identitete in spolne želje. To si država ne sme privoščiti.
deček, deklica, ki bo ob 2 moških živela, ne, bo rabila dva ljubimca, 2 moška. 2 moška se bosta pa pobila med sabo. Ne? In ta deklica bo imela kot ženska popolnoma spotaknjeno življenje. Ona bo nesrečna, pa še kopico moških bo spravljala v nesrečo. Zaradi svoje spolne identitete, spolne želje, aritmetična sredina družbene sreče se bo na račun takih posameznikov zniževala. Nesrečni bodo ti posvojenci, pa še kup drugih ljudi bo okrog njih nesrečnih. Se pravi, aritmetična sredina prijetnosti življenja ali pa družbene sreče se bo na račun zakonodaje znižala. Tega pa politiki ne smejo sprejeti. Če sploh vejo, zakaj politika obstaja. Stari Grki so si izmislili politiko zato, da bi dvignili prijetnost življenja ali pa družbeno srečo na višjo raven. Da je bolj prijetno živeti v tej državi. Slovenska država pa sprejema tako zakonodajo, da bo čez 10 let manj prijetno živeti. Se ne gre samo za ta zakon, recimo družinski zakonik, za cestno-prometni zakon s sadističnimi kaznimi. To so take kazni, da se aritmetična sredina prijetnosti življenja v tej družbi tako zelo znižuje, da se jaz sprašujem, zakaj politiki sploh sprejemajo zakone. Sploh pa, če te še eno leto snemajo in potem pošljajo račun za leto nazaj, ne? Ja, in to ne račun, bi rekel, 5% tvojega mesečnega prihodka, ampak, ne vem, 500 evrov. 500 evrov za... Pa še spit zgubiš in tako naprej. Za delavko, rekel, Mure ali pa Preventa ali pa brezposelne je 500 evrov nekaj drugega kot neke tajkune, ki imajo, ne vem, mesečni prihodek 15 000 evrov. Gospod Roman Vodeb, nekaj bi se še zaustavil pri tisti besedi ne smeš. Ne? Pravite, da bi morali otroci očeta obogati, tako kot naj bi ga žena. Pa dostikrat ni tako in zato moški s povešenimi spolnimi udi iščejo teho v alkoholu. Ja, s povešenimi... Jaz sem malce drugače povedal, ne? Ja. Je mišljeno na simbolni ravni, ne? Ja, očetov ne smeš, mora veljati za dečka, deklico, se pravi sina, hčerko in za ženo. Ne? Če pa žena ne spoštuje očetovega neja, ga ne bosta spoštovala niti deček, niti deklica, hčerka. Hčerka bo na tej točki še jezna na mamo, ker mu je kastrirala tako rekoč bitje s penisom. Ne? Tisto, kar deklici in materi manjka, ima oče in zato se deklica obrne k očetu pri 3 letih, pa psti mamico, ne, jaz se bom z očijem poročila. Ne? In ta mama nespretno, namesto da bi z neko svojo seksualnostjo in feminilnostjo prefilmala, prelisičila tega očeta na tak način svojega moža, da bi njena obveljala, ne? Ona začne kljuvati v tega domnevnega petelina in narediti kurjeka iz petelina, ona sama pa postane petelinka. To poruši spolno identiteto, spolno željo, vso mentalno trdnost otrokom. Zato mora očetov ne veljati v družini tudi za mamo. In simbolno kastriran oče, moški, kaj če v seksu rehabilitirati samega sebe? Ja, potem je, ne vem, gre svojo uteho utapljati v alkohol ali si pa nabavi neko terapeutko, neko ljubico, s katero je srečen. Ker ob ženi, če je petelinka, se ne da biti srečen, ker ta petelinka je potem še aseksualna. Kar pomeni, če se ona prepira in tam v prepiru zmaguje, na besedni ravni, ker so ženske močne na besedi, ja, v seksu tam bi pa s tem rinjenjem, ki je sadistično koncipiran, pa tej ženski pa mož dokazal, po čem so hruške pa jabke. In ona bi morala, če bi bila feminilna, skrajno uživati v tem sadomazo početju, pa rečem pod narekovaji, ker moški v seksualnosti nekaj žensko počne, nikoli obratno. In ta ženski seksualni užitek je v osnovi mazohistično koncipiran. Čim bolj se moški tam nad njo fizično penetrira, bolj ženski to paše. Če se pa ženska skrega s tem svojim možem, pa seveda psihično ne paše, se pa fiziološki užitek tepe s psihičnim užitkom. Ker ženska na neki ravni čuti moško nadvlado v tem seksualnem klasičnem aktu. In ženska, ki je dominantna v družini, ki je petelinka, ne prenese tega. No, zanimivo je vaše poglavje o fantih in maminih dojkah. Mnogi otroci, fantje so celo
skoraj celo življenje priklopljeni na mamino dojko. Je to razlog, da po zadnjih raziskavah vse več fantov, sinov več kot do 40 leta ostajajo doma v varnem zavetju mame in se ne odločajo za samostojno življenje? Je tukaj povezave? Zdaj, tole na simbolni ravni so priključeni na dojko pri 40 letih, na popkovnico. Samo dojenje nima do enega leta. Ampak zdaj, kot ko simbolno govorim, nima dojenje veze s tem, da so te mamoni v hotelu mama do 40 leta. Gre za to, da te ženske so nekako dominantne, ignorirajo svoje može ali pa se celo ločijo in potem morajo ta libido, se pravi to v osnovi seksualno energijo ali pa motivacijsko, življenjsko energijo, morajo za nekaj pokuriti. In če delček libida ne dobi moški, se pravi njen mož, ves ta libido dobi njen sinček, če je edinec, je še to toliko huje. In potem ta emancipirana samska ženska, dominantna, pije kri in uničuje svojega sina. In ta sin se ne zna odlepiti. Je sužen posesivne matere, ki ga dela kot nekega nadomestnega moža. Vse je res, jasno, da ne seksa z njim, ampak ves ta psihični, čustveni moment prejema sin. In sin nima identifikacijskega lika, ne ve, kaj naj postane, ker oče ali ga ni, ali je tam nekje privesek družine, zapit, loser, pogosto odsoten, deček sploh ne ve, kaj naj postane. In tudi ne zna popkovnico prerezati. In seveda mu je fino ob materi, imel bi pa tam neke ljubimke. Avanture in celo življenje do 40 leta, bi rekel 20 do 40, živi kot tak pubertetnik. To je moralno neodgovorno. Otroci, dečki se pri 20 letih začnejo zanimati za ženske, tako bi naj bilo in tako bi družba fino funkcionirala in potem kovati načrte, kako bo naredil štalco, pa kravco, pa telička. In to je njegova fantazma, to je njegova nezavedna in potem hkrati tudi zavestna želja. V tej kulturi s takšno posesivno materjo je pa to nemogoče. To pa sinovi ne morejo pretrgati te popkovnice oziroma se od materine dojke osamosvojiti in začeti recimo z lastnim garanjem služiti. No, v enem izmed poglavij sem tudi prebral, da mnogo sinov spi poleg matere v zakonski postelji, očetje pa v drugi sobi. Pa se to res dogaja, pa mimogrede je narobe, da otroci tja do 3., 4. leta kdaj iz svoje posteljice prilezejo v zakonsko posteljo vmes med očeta, mater. Jaz sem že imel na osebnih svetovanjih izkušnje, izpovedi, ko imajo moški probleme z impotentnostjo oziroma erektilno disfunkcijo in moje prvo vprašanje je bilo, dokdaj ste pa z mamo spali? In potem slišim odgovor, v tem je problem do 15. leta. Deček do 15. leta spi z mamico, ampak ne zato, ker bi njemu to fajn bilo, ker je mamici to luštno. Mamica je problematična, ker ni njenega moža, recimo, da je ločena ali pa je tam nekje zapit, pa smrči, pa smrdi po pijači in je tam nekje v kabinetu in ona se tam sladka s svojim sinčkom že pri 2, 3, 4 letih, potem pa to kar traja. Dečko je seveda fino, ampak deček, mali Ojdip, govorimo o Freudu. Freud je imel tega znamenitega malega Hansa, pacienta, 5-letnika. Ojdipov kompleks pač govori o tem 3 do 5-letniku, ki mora biti poražen strani očeta. Oče mora biti tisti, ki z mamico spi in nekaj počne z njo, nekaj seksualnega, nekaj, kar ima lulček pomembno vlogo pri tem početju. In mali Ojdip, deček, to ve. In on mora biti skrajno jezen v enih kontekstih, v teh kontekstih na svojega očeta. Ker mu je vzel mamo? Ker mu je vzel mamo, ker z njo spi, ker najraj bi mu vrat zavil in on spal z mamico. Ampak takrat mora spati v svoji posteli, seveda se pride vsak večer lahko pocrkljati za 10 minut, ampak tudi kdaj, ki je bolan, lahko spi v isti posteli, ampak to se zgodi enkrat na mesec. Ne more pa biti trajni inventar zakonske postelje nek deček, ki spi z mamico, niti deklica. To so fatalne napake, ki jih zagrešijo ženske,
Tudi moški, ne. Moški, ki to dopuščajo. Moški tudi sočutni do svojega otroka in se mu smili, ko mora tam jokati, ne, namesto da bi otrok srečen, pa z mamico pa tako srečen. Pa še očka nasede tej dečkovi želji. Mogoče mu pa paše, da v sosednjem kabinetu gleda nogometno tekmo v miru. Tudi mu lahko paše, ampak če tudi mu paše, mamica in deček ne smeta pogosto spati skupaj. Če tudi mamica in oče ne spita skupaj, ker oče smrči. Se dogaja tudi, da hčerka spi z materjo ali pa z očetom? Seveda vse se dogaja. Sej, pravilno je to, da deklica recimo hoče spati po 4. letu pa z očkom. In tudi takrat mora pa mamica reči, ne, ljubica moja, očka je moj. Ne? Ker deklice pravijo, ko bom velika, se bom poročila z očkom. Ne, očka je od mamice. Ti se boš poročila s svojim. Ne? To mora vedeti. Ne? In ta mala mora to zapopaditi, ne? Ker to ni tako enostavno na zavestni ravni otrok nekaj pove, nekaj razmišlja, ampak v nezavednem je pa bistveno več razmišljanja. In Melanie Klein je Freudova učenka, ki je pa vrtala v dekličino željo pri teh letih. Ne? In tam upeljala nek provokativen diskurs, o katerem tudi jaz govorim, se pravi razpravo o psihičnih učinkih fantazme, da ima oče organ, ki deklici, se pravi meni in mamici manjka. In očetov penis, kolikor se to zagatno sliši, je ključen za razvoj dekličine spolne želje. Ampak ta želja je v prvi fazi zelo nezavedna, zelo potlačena in tam kot potlačitev vztraja, zavest pač nekaj bluzi, nekaj razmišlja, ampak v odraslosti ženska dobi normalno spolno željo, normalno pohoto, zato ker je ob sebi imela v oedipalni fazi, v kastracijski fazi očeta. Pa ne, da bi videla njegov penis, ne? Ne sme ga videti, mora ga predpostavljati. Zato jaz trdim, da ta golota, ali pa najlon plaže, golota, ki se dogaja recimo pogosta golota v družinskem krogu, se pravi, naključna golota ni problem, ampak pogosta golota ali pa recimo na osebnih svetovanjih pride ženska pa popolnoma zavozlana v kontekstu spolne želje in nikamor živela v harmonični družini in nikamor ne znam umestiti, odkje izvira ta njena zmotena spolna želja. Potem pa jaz slučajno ugotovim, da so celo otroštvo hodili na najlon plažo. In takrat jaz povežem stvari in ugotovim, da se ogromno seksualnih motenj deklicam, tudi dečkom, ampak zdaj govorimo o deklicah, zgodi, ker so prepogosto ozrle, bile soočene z očetom, oziroma golim očetom, z očetovim penisom. In te ženske v odraslosti zelo trpijo. So popolnoma drugačne v spolnih kontekstih kot običajne ženske, ki niso doživele te spolne golote staršev. Kdaj pa, če sploh je primerno, da gre družina naprimer na najlon plažo, nudično, sploh kdaj? Kaj pa potem v 20 letih, ko so otroci stari 20 let, starši 40-50, je to sploh primerno? Gola mama, tudi gole prsti, ne ta gole prsi, zgoraj brez. Jaz bi to ukinil. Otrok, deček, se zaradi tabuja in cesta... Čeprav moški radi vidimo, zgoraj brez, ne? Jaz pa ne. Ker potem v živo, ki pa to lahko otipavam, je pa želja manjša. Jaz bi rad imel močno željo in zdaj, če se mi želja tam po nečem realizira, potem mi želja pade, se želja skrha. Pa pravim, dečki ne morejo biti v puberteti, ko jim organ že ostaja, ko že nekaj počno sami sabo, ne more gole mame videti. Ker pri bliske spolnosti želeti bitje, golo žensko bitje in njegova mama je spolno gledano pa lepa. On zaradi tabuja incesta, ponotranjenega, zaradi očeta, si ne sme svoje mame spolno želeti. In na najlon plaži gola ženska mu misel preskoči, moja mati je pa lepa, seksi. Te misli deček ne sme imeti, ker mu to lahko vpliva na potentnost. In potentnost se lahko napaja iz gole matere. Zato je to nepriporočljivo, ker imeti impotentnega ali pa moškega z erektivno disfunkcijo v odraslosti, to je nočna mora. Pištolo pa konec. In zato neznanje, ki ga imajo starši, pa mislijo, vse smo liberalni, pa
golota je naravna, ne se hecati. Golota je naravna na čist neki drugi ravni, za psihično realnost otroka pa ni te naravnosti. Verjetno, če bi bila čisto naravna, bi vsi hodili poleti goli po svetu, pa verjetno nismo oblečeni samo zato, da se zakrijemo pred soncem ali pa pred mrazom po zimi, ne? Ne, ta tabu incesta, o katerem je govoril Freud, deček mora ponotranjati prepoved, da je mamica, s katero bi spal in nekaj počel z njo, nekaj seksualnega, pri kateri ima lulček neko pomembno vlogo, pa mali Hans še ne ve kaj. Deček mora vedeti, da je ta mama last očeta. In to mora tako ponotraniti, da se mu mama na neki spolni ravni zdi nelepa. Nočna mora za otroke, ki imajo mame lepotice. Nočna mora je, ko pravijo sošolci svojim tem prijateljem, kako fejst mamo imaš pa ti, bi jo kar nategnil. To se otroku, najstniku zmeša. Ne more verjeti, ker svoje mame ne vidi lepe, pa še prijatelju bi jo rad zavil. Ta tabu incesta se mora zgoditi in se lahko zgodi, če oče krade mamico. In to ponotranji deček, tako je prav. Ker potem tudi otrok ne bo pustil, da mu ženo krade njegov sin, ne? Tudi moški znajo biti nezavedno ljubosumni, Že pri dojenju, se ta dojka, načeloma je očetova in pride mali sesalec tam in se priključi na dojko in tudi moški nekateri imajo te probleme. Ampak moški mora čutiti, kaj je moralno prav. Moralno je prav, da ta deček ali pa otrok ima mamico. Ni pa moralno prav, da sem jaz ljubosum na svojega otroka. Tudi nezavedno ljubosumje mora imeti pod kontrolo. Ampak mamica mora imeti pa tudi, bi rekel pa, nek občutek, da ne sme na račun dojenčka popolnoma seksualno zapostavljati svojega moža. Mora ženska, mati imeti ta občutek, to intuicijo. Gospod Roman Vodeb, glede na to, da sem jaz predvideval, da ne bova šla skozi vse teme v eni sami oddaji, ki je dolga tam približno 30 minut, predlagam, da odgovorite še na tole vprašanje, potem bova pa posnela še drugi del oddaje. Namreč, zanima me še nekaj, očetje in porodniški dopust. Nekoč se je vedelo, da porodniška pripada materi. Danes je pa zdaj že malce drugače včasih. Jaz sem nekje, ali bilo to 8. marec ali dan mučenikov, na nacionalni televiziji povedal, da je to norost na kvadrat. In voditeljico, ki me je vprašala o tem, so skoraj da odpustili. Danes je grešno govoriti o grehih feminizma. Ta očetovski dopust, porodniški, je ta modna pridobitev sad feminizma. To je ena glupost, ki je feminizem seboj prinesel. Saj imamo mi varne hiše, pa sufražetke, predhodnice feministk so si izborile volilno pravico. Ampak ta feminizem se ne zna ustaviti. Mi enačimo spole. Porodniški dopust, država to plača, otrok mora imeti en inventar prva 3 leta in to je mamica. Sej je, tudi kako očka je dobrodošel, ampak če očeta prve 3 leta ni, to ni škoda za dojenčka. Če pa ni mame, se pa otroku svet sesuje. Ta oralna panalna faza je ključna in mora biti mamica. Tudi v času Edipovega kompleksa mora mamica biti, ampak tam pa mora oče nastopiti. Tam je pa oče nezamenljiv. Tam mora biti oče v odipalni fazi, falični fazi pri 3 letih. Ampak porodniški dopust, pa da se to subvencionira, ne se hecati. En in isti objekt nege mora biti za dojenčka. Dojenček mora vedno ozreti, ko pride hranjene dojenje ali pa po flaški na vrsto, isto glavo. In se nasmeji, vedno znano glavo. Ne sme tam zdaj nek kosmati stric pogosto zamenjevati, mislim na očeta, mamice. Mamica je tista, ki hrani, mamica je tista, ki ljubkuje, mamica je tista, ki vedno neguje. Lahko je tudi očka, jo razbremeni. Očka je lahko tujec, ki ga otrok, dojenček pogosto vidi in se nasmeji. Ampak vedno mora biti mamica zraven, ne mora biti ona 8 ur v službi, pa jo tam nekdo zamenjati. Zato, da bo
mentalno zdravje in psihično trdnost ta dojenček razvil v odraslosti. Gospod Roman Vodeb, hvala za tokrat. V drugem delu oddaje pa še kar veliko zanimivih tem, nekaj tudi o šolskem sistemu, o ženskih kvotah, o politiki, pa še se bo našlo kaj. Še enkrat hvala. Vam, spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, pa hvala za pozornost.